Ko zdravniki, predvsem zdravniki ginekologi, slišijo za svetovalce za zanositev, Mhm, jaz mislim, da marsikdo ima kaj za povedati. mhm. Kje se tvoje delo razlikuje od neke uradne medicine? Ali pa kje je največji razkorak? Okej. Najprej bi jaz rekla, da slovenski ginekologi so carji in ginekologinje. Mislim, oni so res po večini res strokovnjaki in res večina njih dela s srcem, po mojih izkušnjah. Ampak, oni morajo poznati vsa področja, ne. Se pravi, od takrat, ko mlada deklica pride prvič h ginekologu, se pravi, različne metode kontracepcije, hormonske ali drugačne, potem zanositev, potem porodničarstvo oziroma sam porod, potem vsi kirurški posegi, kar jih je nebroj, potem imamo menopavzo, inkontinenco, mislim, pa ogromno področij tukaj sploh nisem omenila, to sem samo na hitro, čisto laično, a ne, zato da tudi gledalci razumejo. Oni pokrivajo tak nabor področij. Recimo v tujini je lahko ginekolog samo porodničar in izključno porodničar, ne. In potem pozna vse, pa še tisti je težko vse iz tega področja poznati, a ne. Jaz se specializiram samo na zanositev. In to je ena taka mici področje v bistvu, če si ti ginekolog, ki vse to pokrivaš, je zanositev takole, ne. Mislim, kaj je zanositev proti, ne vem, spolno prenosljivim boleznim ali pa, pred neko operacijo, ke moraš narediti, ali pa celo pred porodom, a ne. Saj imamo za to potem IVF pa strokovnjake za to, a ne, ampak vseeno, Še je posebej, če dodamo še psihološke momente in da včasih ljudje rabijo preprosto samo pogovore, pa samo neko razumevanje, in to je potreben čas, ki ga ni, seveda. V tako. sistemu ga ni, saj si ga tudi ne morejo vzeti, saj je nemogoče, ne. Saj to sem hotela reči, a ne, da on ali pa ona imajo na pacienta na voljo toliko pa toliko minut. To se tako z leti spreminja, tako da niti ne bom o minutah, koliko jih je, govorila, ampak ti imaš na voljo za eno obravnavo toliko in toliko časa. Ti moraš toliko pacientov na dan pogledati in jim svetovati in tako naprej, a ne. Jaz si lahko vzamem zate 2 uri zdajle, ni problema, a ne, oziroma takrat, ko se zmeniva, a ne. In dejansko si lahko vzamem čas, a ne. Ginekolog, ginekologinja si ga pa mogoče ne more, a ne, ali pa res za one najtežje primere ali kakorkoli, ali pa na račun tega težkega primera pol drugi, ke so pa, tule samo kljukica, 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 a ne, in si dejansko tega časa včasih tudi ne morejo vzeti. In jaz sodelujem in s slovenskimi, z nemškimi ginekologi, a ne, če kdaj rabim pri mojem delu in tako naprej. In jih vidim, no, ker se izobražujejo stalno, mislim, to delajo nonstop, mislim, ker imajo urnik, potem pa še v popoldanskem času berejo te znanstvene članke in tako naprej, a ne. Ampak je preprosto nemogoče biti z vsemi temi področji, ne more, ena oseba tega preprosto ne zmore, da bi imela vse to pokrito. In potem se pač malo bolj specializira na eno področje, ke jim je malo ljubše ali pa kjer je malo večji strokovnjak pa tako naprej, ampak k njim v obravnavo, v ordinacijo pa še zmeraj hodijo vsi, a ne. Tako da. Ti moram samo dati povratno informacijo, blazno všeč mi je, kako si naslovila to temo. To pomeni, da sploh ni nikakršnega tekmovanja, koliko si jih podprla, koliko si jih v bistvu pohvalila in koliko dejansko si poudarila to, kar je prednost, ki jo imaš, ki je nekaj, kar jo dejansko rabimo. Ker sem začela razmišljati o sebi, recimo, Mhm. a ne, pri 45 letih, a misliš, da vem, kaj je bazalna temperatura, oziroma vem, ker sem se dala podučiti, ampak si je ne znam izmeriti, ne vem Mhm. kdaj, cikla Mhm. nisem nikoli prav zares poznala, čisto prehitro sem živela, da bi se začela s temi stvarmi ukvarjati. In ko ti rečejo, meri si, spremljaj, delaj to, meni se je zdelo že naporno pisati menstrualne cikle, že to sem Mhm. tako včasih falila, pa včasih za nazaj se spomnila, kdaj je že Mhm. to bil prvi dan zadnje menstruacije, Tako da v Ja, bistvu so res to je. neke osnove, na videz osnove, ki so zahtevne osnove, saj nas v resnici nikoli ni nihče naučil tega. Res je. Pa tudi jaz se zadnje čase se največ ukvarjam s tem, kako motivirati mamice, očke, zato da ali da bojo pravilno jedli ali da si bojo merili cikel ali kakorkoli. Pač čeprav imajo oni največjo motivacijo na svetu, si res želijo tega otročka, včasih nam je težko navade spreminjati, a ne.
Sploh Uh, take osnovne navade. ja, Psihološko gledano smo zelo velikokrat pripravljeni narediti veliko nekaj na novo. Ko se pa začne pri osnovah, jaz mhm, imam zdaj takšno izkušnjo z težave s hrbtom, ko bi vse, mhm, kar bi morala, je začeti globoke mišice uporabljati, mhm, koliko mi je pa to neskončno težko. Veliko verjamem. lažje bi sprejela neko drastično rešitev, tudi Mhm. če je to operacija, Ja, ja, ja. kot pa to, da se v bistvu začneš dnevno iz minute v minuto ukvarjati s sabo. To, kar si prej rekla, ne, to mi smo danes v takem svetu, ke imamo radi te, navajeni smo hitrih rešitev. Ti lahko poklikaš ali pa greš v trgovino, pa dobiš praktično karkoli, a ne. Pri zanositvi je pa glih obratno. Ni zdaj pa bom jaz ali pa tudi če greš na fakulteto pa študiraš, veš, da dobro, tudi to je zdaj hitreje, včasih je bilo 4 leta, ne, zdaj je 3 leta. Veš, da če boš šel tja, če bom delala, če se bom učila, bom na koncu dobila tisto diplomo, a ne. Tukaj pa ne, tukaj lahko vse narediš, ne, kakor vse, pa še zmeraj ni, a ne. In tega nam manjka, te potrpežljivosti, tega zaupanja mogoče, no. Daj mi prosim še povej, kaj pomeni Senziplan svetovalka? Senziplan, to je ena simptotermalna metoda. Simpto pomeni, da gledaš simptome, a ne, to je ta, maternična sluz. Termalna pa pomeni Temperatura? yes! Vedela sem, da boš znala. Se pravi, da si ženska meri bazalno temperaturo, a ne. In na podlagi teh dveh, pač dejavnikov, faktorjev skupaj, a ne, potem gledamo, kdaj so njeni plodni dnevi in kdaj so neplodni dnevi. Jaz sem se, odločila, da grem po tej metodi oziroma naštudirati to metodo glih zaradi tega, ker je, če ne želiš zanositi, najbolj zanesljiva, no. Zaradi tega, ker za zanositev imaš tudi druge metode, ke so okej, ampak se mi zdi, da je oboje pomembno, no. In za ne zanositi je ta metoda bolj učinkovita kakor na primer kondomi in najbolj učinkovita kakor najboljše kontracepcijske na tržišču, a ne. In mene je to kar, what? Kako več ljudi ne ve za to, a ne. In jaz imam tudi delavnice za pare, a ne, ki se učijo te metode, da samo tako uporabljajo v svojem dnevnem življenju, a ne. Ker pač tisti plodni dnevi, ki so takrat, recimo, če ne želijo otroka, vejo, da morajo paziti oziroma uporabljajo iste metode kot prej, a ne, za nezanositev. Potem pa, ko so tisti neplodni dnevi, pa pač po ovulaciji ženska ne more več zanositi, A je to ne. mogoče? Torej Je dejansko obstajajo 100-procentno, dnevi, ja, ko ne moreš ko zanositi? 100-procentno, ne 99,9, 100-procentno ne moreš zanositi. Tako da te povabim, evo, na naslednjo delavnico, ke bom, oziroma vaju na Naju, to temo, um, ja, ker Ampak, kljub temu, ker včasih se vseeno sliši, a ne, zanosila sem, pa nisem pričakovala ali pa ne bi smela ali pa v obdobju, ko ne bi smela. Gre za to, da očitno ne gledamo pravih znakov, ki bi bili 100-procentni. Tako, saj zato je simptotermalna metoda, ker, včasih so bile koledarske metode, še dolgo nazaj, pa so rekli, ne vem, 28-dnevni cikel imam, se pravi tam od 15. ali pa 16. dne naprej, se pravi po ovulaciji, kakor, a ne, takrat je pa varno, a ne. Ampak vsaka ženska je res drugačna, a ne. In tule na Maltezer inštitutu, ke sem jaz to študirala, a ne, tukaj so naredili raziskave, mislim, da je bilo, ne vem, 60 000 ciklov ali koliko so jih dali, ali še več, no, pa nekih 1300 ne vem koliko žensk, je pač te cikle pošiljalo, a ne, ke pravijo 28-dnevni cikel, a ne. Samo 3% žensk imamo imajo, jaz nisem ena izmed njih, imajo v enem letu 3 dni razlike med najkrajšim in najdaljšim ciklom. Se pravi, če rečeš: "Jaz imam reden cikel 28 dni," samo 3% je takih, ki imajo res te kao redne cikle. Ali so to 30, 35, kakorkoli dnevni, da je samo 3 dni razlike. 58% žensk ima 8 dni razlike med najkrajšim in najdaljšim ciklom, samo v obdobju enega leta, a ne. In če ginekologi potem gledajo, okej, tale ima 28-dnevni cikel, 14 dni, prej, tule nekje ima ovulacijo, to v glavnem ne drži, a ne. Tako da je treba res žensko kot posameznico pogledati. Za konec, Ajda, koliko ima pri vsem tem, svoje tudi placebo? Pri čemer ne mislim v negativnem pomenu. Mislim, da ko se ti daš v neko psihično stanje, v ta mindset, ki si omenila, da zdaj bom pa eno stvar naredila drugače, zdaj se bom pa poslušala, zdaj bom pa jaz temu začela pozornost, namenjati, zdaj bom pa to pogledala iz drugega zornega kota, morda tudi bolj optimistično, morda, manj takoj in zdaj in tukaj.
takrat se določen that's when magic happens, ne? Ja, in tudi ne. Jaz, ko sem začenjala, sem zelo optimistično, tako kot ti zdaj mislila. Jaz sem rekla, bom rekla parom, da prve 3 mesece se tako ne bo nič zgodilo, zato ker je toliko sprememb in tako naprej, kar je tudi res, a ne. In potem, ko ne bojo več o tem razmišljali, pol se bo zgodilo, ne. Pa še na dopust jih bom poslala, to je bilo moj recept tam čist leta nazaj. In sem rekla, sigurno bo kakšen zanosil. Ampak Madona, res, ko delamo te spremembe, ne vem, tudi če so vedno pozitivne, vseeno je to za telo neka sprememba, a ne, in tudi če je na pozitivno, rabita se malo privaditi. Tako da dejansko, tako da so recimo najhitreje, da so zanosile, je bilo recimo v 2, 3 ciklih, pa ni jih to zdaj neki visok procent, a ne. Včasih je treba majčkeno počakati in glih to je najtežje v bistvu, a ne, glih to je najtežje. Ja. A si imela kdaj opravka s kakšnim parom, ki je v tem postopku ali pa procesu ugotovil, da pravzaprav pa mogoče sta pa čisto okej sama dva in da mogoče pa to ni več ultimativni, najpomembnejši cilj? Imela sem 2 para, eden, ke je šel na terapijo, tako da, ne da sta ugotovila, da sta samo onadva, ampak sta ugotovila, da onadva nista okej, a ne, in da mogoče še ni ta pravi trenutek, da bi zdaj pa pač otročka pripeljali v to zgodbo, a ne. Tako da sta rekla, bova najprej midva poštimala, a ne. En par sem pa imela, ki sta šla pa pol tudi narazen, mislim, pol sem ju kasneje še sledila, smo se še slišali pa tako, no. Je bila pa dejansko podobna zgodba, a ne. Toliko sta se zaciklala v tem in potem sta se začela neke osnove spraševati, a ne. Saj to je res majhen procent parov, ne zdaj misliti, da če boste k meni prišli pa Jaz mislim, da vsakič, ko se začneš pogovarjati, globoko, brez cenzure, brez filtrov, brez Se lahko tabujev. zgodi karkoli. Se pa zgodijo, mislim, zdaj 98% parov je pa pač takih, da se toliko zbližajo, da je potem tako, kot si ti rekla, a ne, da to zdaj pa nujno otrok. Ne, se bo zgodilo, ko se bo zgodilo, in dejansko poglobijo svojo ljubezen, partnerstvo, ker to je neka taka izkušnja, ke te lahko tako močno poveže in v glavnem jih poveže, a ne, oziroma nas poveže, a ne, da se podpiraš, med sabo, da se imaš rad, da si oba tudi rečeta: pa saj tudi če bova samo midva, saj si oba želita otročka, ampak se imata res tako zelo rada, a ne, da ni." Pa reče on ali pa ona: "Ja, kaj pa, če zdaj ne bom mogla zanositi, kaj pa, mislim, jaz ti želim, da imaš otroke, a bi si kakšno drugo ali." Tudi to se je že zgodilo. In da si ne, jaz hočem biti s tabo, a ne, otroci so pa potem nadgradnja najine ljubezni, pa na kakršenkoli način, a ne. Saj obstajajo tudi načini pa donatorji pa tako naprej, a ne, tako da so možnosti, Pa pa posvojitve. posvojitev, tako da vse možno, a ne, in je res lepo to videti, no. Pa nadomestne mame. Tako, mislim, Ena od vse. poslovnih priložnosti, o kateri že zelo dolgo časa razmišljam, je, da bi v Sloveniji nujno rabili agencijo za nadomestne mame, glede na to, da je v mnogih državah po svetu to definitivno dovoljeno in ti ne rabiš biti nič drugega kot posrednik in nekdo, ki vse te predpise pozna. Za številne ženske, ki morda na koncu je to ultima ratio, skrajna možnost, a ne. Res je, Kot res ideja. je. Ja, no, evo. Glede na to, da se poznava iz okolja, kjer smo zbirali poslovne ideje. Ajda, iskrena hvala za ta pogovor. Za čisto zaključno misel, če bi morala eno stvar povedati parom, ki so ravnokar v agoniji, želiva čim prej zanositi, pa ne moreva, kaj bi jima rekla? Kam govorim? Tebi? Izvoli. Jaz bi rekla, da nista sama, da nista sama. Jaz sem šla na to pot glih zaradi tega, ker sem si rekla, čez to izkušnjo pa ne bi smel iti noben sam. Čim več govorita o tem, zaradi tega, ker ko se bosta odprla na to temo, bosta videla, da je še toliko drugih parov, ki dejansko grejo čez to, ke se lahko povežete, ke so mogoče tudi vajini prijatelji že, a ne. In ja, poiskati to podporo pa razumevanje, s tem, da sem jaz ranljiva, s tem, da se jaz odprem. To je po moje največji dar, ke ga daš lahko sebi, dasta sebi pa tudi, drugim, ke grejo mogoče zdajle čez to. Najlepša hvala.
Hvala tebi, Maja. To je bila hkrati tudi zadnja, epizoda pred počitnicami, tako da se vidimo nazaj 7. septembra.